Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. Po prazničnem decembrskem nakupovalnem vrvežu slovenski trgovci tradicionalno januarja začenjajo velike sezonske popuste. Letos razprodaje ponujajo še posebej ugodne priložnosti, saj so se trgovci zaradi previdnejšega decembrskega nakupovanja znašli z večjimi zalogami. Po napovedih analitikov iz trgovinske zbornice bodo popusti v povprečju znašali od 50 do 70%, v nekaterih primerih pa bodo cene znižane celo do 80%, če se boste odločili nakupovati prek spleta. Če nimate časa, da bi se odpravili v nakupovalne centre, pa si lahko delo olajšate s spletnim nakupovanjem. V današnjih časih, ko je tempo življenja tako hiter, pa mnogo ljudi ne uspe oditi fizično v trgovino. A to v sodobnem času, v času spleta, ni več problem. Nakupi se lahko namreč opravijo prek spleta. Spletni nakupi so pravzaprav porasli, saj se vse več potrošnikov odloča za nakupovanje dobrin prek spleta. Najprej so porasli v času covida, iz znanih razlogov, da kupci niso mogli v trgovine. Ampak resnica je ta, da se je večina teh kupcev, ki je kupovala na spletu samo zato, ker so bile trgovine zaprte, vrnila nazaj, ko se je covid končal in začela spet kupovati tako kot prej, se pravi v klasičnih trgovinah. Zadnji 2 leti pa se opaža, da je prišla na trg nova generacija mlajših kupcev, torej mlajših, tudi 35-40 let starih, ki že začenjajo s svojimi gospodinjstvi. In to je pravzaprav prva res generacija slovenskih kupcev, ki kupuje praktično vse na spletu. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da je v prvem četrtletju leta 2023 prek spleta nakupovalo 53% oseb starih od 16 do 74 let. Opravili so vsaj en nakup, največ e-kupcev pa jih je bilo iz obalno-kraške regije. Delež prebivalcev, ki so opravili vsaj en spletni nakup, je najbolj zrasel med 55 do 64 letniki. Osebe, stare med 16 in 24 let, pa so se spletnih nakupom posluževale najpogosteje. E-commerce report 2023 za Slovenijo pa kaže, da je bil procent ljudi, ki so kupili dobrine na spletu, 70%. Black Friday je tisti začetek, ko se je odprla tudi letos Pandorina skrinjica nakupov in to traja celoten december. Tudi Slovenci, v bistvu vsi, ki spremljajo statistike o prodaji, govorijo, da je v letošnjem letu izredno opaziti povečanje spletne prodaje, medtem ko klasični trgovci imajo nekaj manj nakupov kot prejšnje leta. 18% prebivalcev je prodajalo izdelek ali ponujalo storitev, na primer prek spletnih strani, kot so bouha.com, ebay.com in Facebook Marketplace. Med moškimi je bil delež 22%, med ženskami pa 13%. Slovenci seveda nimamo ravno velikega števila spletnih trgovin, tako da dosti kupujemo tudi na spletnih straneh v tujini. Oblačila so med najbolj popularnimi nakupi trenutno in kupujejo na About You. V Sloveniji smo pa to ena.com in recimo mimovrste.com, pravzaprav edina 2 res velika spletna trgovca. Ker smo v Sloveniji zelo omejeni na svoj trg, k nam prihaja ogromno robe iz tujine. Vsak dan prispe recimo 6 do 7 palet oblačil About You. Poleg oblačil, čevljev in dodatkov, ki so prve in najpogostejše dobrine, ki jih ljudje najraje kupujejo po spletu, takoj zatem sledijo spletni nakupi športne opreme, kozmetike, pohištva, nato pa zdravil in prehranskih dopolnil. Aljoša Domjan na razne spletne prevare pri nakupih sicer ne opozarja. Danes niti ne. Mislim, če ima trgovina na voljo plačilo za spletno kartico, potem s kreditno kartico, potem pomeni, da je že banka recimo preverila, da gre za resno podjetje in praktično ni možnosti, da je bilo kaj narobe. Previdnost vseeno ni odveč.
Pri spletnem nakupovanju bodite pozorni na identiteto prodajalca in preverite, ali sta na spletni strani objavljena prodajalčeva telefonska številka in elektronski naslov. Prodajalec vam mora potem, ko ste opravili nakup, poslati sporočilo ali elektronsko pošto, da je vaš nakup potrjen. V primeru težav se lahko obrnete tudi na Evropski potrošniški center v Sloveniji. Posebej so na udaru spletne prevare pri nakupih prehranskih dodatkov in zdravil. Kakšne učinkovite zaščite tukaj pravzaprav ni. Tukaj se mora pač vsak nekako odločiti oziroma vedeti, da ni vse zlato, kar se sveti, bom rekel. Se pravi, ne smete direkt zaupati oglasom, ko jih vidite, ampak zmeraj treba malo se mogoče nazaj malo ustaviti, pa malo razmisliti, zakaj to nekdo prodaja. Sploh pa recimo teh čudežnih pripomočkih, zdravilih, tukaj govorimo, ki ne vem, ali pomagajo pri revmi, ali čistijo ledvica, ali odpravijo gluhost. Mislim, kakšni so res taki zelo bizarni, ampak spletna stran, ki je pač to reklamirajo, zgleda zelo legitimna. Oni v bistvu tudi kopirajo slike kakšnih zdravnikov, pa spodaj napišejo mnenja uporabnikov. Ampak tukaj se je treba zavedati, da tista mnenja so v bistvu oni sami napisali. Tukaj ne gre za prava mnenja. Spletni nakupi pa imajo kar nekaj prednosti. Prva je že ta, da obstaja skoraj neomejena količina izbire. V trgovini imamo na voljo le nekaj različnih kosov kavbojk, majic ali ostalih kosov oblačil, na spletu pa je izbira mnogo večja. Kupcem je čedalje manj všeč kupovanje v fizičnih trgovinah. Vpeljevanje takšnega načina kupovanja si lahko privoščijo le najboljše blagovne znamke, ki imajo status luksuza, pravi Aljoša Domijan. Tipičen kupec želi imeti možnost izbire in svobodo, da lahko kupljen izdelek vrne. Pri spletnih nakupih v Evropski uniji velja, da lahko od pogodbe odstopimo v 14 dneh od prejema pošiljke brez navedbe razloga. Spletna trgovina ima danes torej več vrednosti. To je že malo tako težko govoriti, ne bi rekel, da so neke slabosti. Kupci, ki kupujejo radi na spletu, imajo radi veliko izbiro, iščejo seveda zanesljive trgovce s hitro dostavo, z možnostjo vračila. Cene običajno so nekoliko nižje, ker vse na spletne trgovine imajo pač nekoliko nižje stroške in seveda lahko se privoščijo prodajati po nekoliko nižjih cenah. Ampak mislim, da ta glavna stvar, glavni razlog, glavna prednost je dejansko precej večja ponudba in boljša uporabniška izkušnja za kupce. Čeprav je za blagovno znamko pomembna spletna prisotnost, pa je pomembno tudi to, da strank ne zanemarjajo v fizičnih oblikah, saj je ključnega pomena vzpostavitev trženja na več kanalih. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.